Osredotočate se predvsem na delavnice za otroke. Po vaših izkušnjah, kako otroci vidijo povezavo med ustvarjanjem in tehnologijo? Ja, v bistvu za nas je to velik izziv, zato ker moramo nekako, ne tako kot v galeriji ali pa v muzejih, naše delo predočiti ali pa predstaviti mlajši generaciji. Izziv in hkrati tudi možnost, da lahko eksperimentiramo, tako da smo veliko naših projektov, tistih, ki jih sicer razstavljamo po galerijah, priredili v to, da postanejo delavnice, da jih poskušamo nekako skomunicirati tej mlajši generaciji. Moram reči, da so otroci zelo dovzetni za kreativnost in tudi za tehnološko eksperimentiranje, tako da smo se tudi mi veliko od njih naučili v teh letih delovanja in prirejanja delavnic. In kar je najbolj zanimivo je to, da delavnice, umetniške delavnice ali pa umetniško-tehnološke delavnice omogočajo to, da nekako mlajši generaciji posredujejo kreativnost in tehnologijo na čisto nek drugi način, na alternativen način. Tisto, kar sicer v šolah in študijih ne doživijo. Ja, potem pa kakšno delavnico bi lahko naredili s stvarmi, ki jih imamo doma na hitro? Ja, v bistvu tako, vsi naši projekti so nekako nastali stvari, ki jih imamo doma. Dobro, zdaj mi doma imamo veliko tehnologije in tudi že veliko znanja iz preteklih let, ampak recimo en tak projekt zanimiv, ki smo ga tudi vključili v to serijo delavnic, je bil projekt Modux, ki je tudi naše umetniško delo. Gre pa za v bistvu pretvorbo meritev v umetniško delo. Spravi, meritev so to lahko številke, lahko je izmerjena neka dolžina, lahko je naša višina, naša starost, datum rojstva in tako naprej. In vsak doma si lahko zapiše te številke in s pomočjo teh številk si lahko zamisli, kako bi lahko nastala slika iz teh številk. Kjer je najbolj zanimiv del, oziroma del telesa, na katerega ste tetovirali? Na pazduho, pod pazduho. Od spodaj pod pazduho. Sem delal Pika Nogavičko. Ja, pa da od spodaj napis Porkeno. To je zanimivo. Kje oziroma česa pa nikoli ne bi tetovirali? Jaz. Na intimnih delih. Pod pazduho se ne bi, ko ful boli. Roč bi se pa po glavi se ne bi, pa se dosti placal. Sam folk bi se rad pa vse posod. A imate še kako idejo, kaj bi še tetovirali, pa še niste? Imam še neke ideje, sam še ne vem točno, tako da ne moram o tem kaj preveč povedati. Vem pa, da bom še nekaj imel ziher. Kako je ozadje oziroma zgodba za tvojo tetovažo? To je v bistvu moja prva tetovaža in sem si jo dala delati pred 2016. V bistvu sem si nekako sama izmislila. Hodila sem, da pač predstavlja nek čas, ki mineva in pol tole, to sta dva planeta kot prostor in tukaj je še roža, ker so mi všeč. V bistvu to je pretežno cela zgodba za njim, ampak ja, je pa prvi in mi ful pomeni lih za to, ker je pač the first one. Burja, vedno smo veseli, ko na festivalu nastopijo lokalni artisti, še posebej tisti, ki vas je pot odnesla v tujino. Kako je nasploh v tujini, kaj bi bile glavne vzporednice in pa razlike v tvojem ustvarjanju tam in tu in kako v bistvu na te vpliva okolje in kultura, v katerem živiš? Mislim, da je največ razlika v tem, da takoj, ko sem šla v tujino, je ples postal primarna stvar. Torej, cel čas v Sloveniji je bil ali del gimnazije, na kateri sem bila in veliko časa tudi odzela pol šola in šele, ko sem šla v tujino, mi je to omogočilo, da sem se popolnoma posvetila plesu in tudi spoznala dosti več o njem, ker prej sem to dojela kot
večinoma tehnična stvar in se mi zdi, da sem veliko zamujala na cel kontekst, da je ples del širše umetnosti in tudi vseh drugih niš umetnosti, s katerimi se potem vežejo preprosto vzporednice. Ja, pa še, zdi se mi, da na Švedskem sem v bistvu živela na delu Švedske, ki je kar zelo severno in tudi zaradi korone smo bili tak zelo majhen social bubble. Sicer so bili tudi ljudje iz drugih držav, ker tudi prineslo čisto nekaj novega, recimo kakšna telesa imajo drugi ljudje, tudi v smislu čez kakšne tehnike so spoznali ples in tudi mislim, zdi se mi, da sem spoznala švedsko kulturo, kajti pa tudi polno drugih kultur, ker smo imeli ljudi iz Francije in iz Nizozemske tudi in vse. Potem pa tudi se mi zdi, da kar je bila največja sprememba, je, da sem tudi na Švedskem potem čez poletje imela možnost, da sem tudi bila del youth kampanje, torej sem dobila prvo profesionalno izkušnjo, ki mi je tudi v bistvu dala okusiti, kaj pomeni imeti ples kot profesionalno kariero. In zdaj sem sicer na Nizozemskem, kjer sem spet v razredu z popolnoma internacionalnimi ljudmi in je zelo zanimivo in tudi zelo odprt krog ljudi, kar omogoča priti do niš v umetnosti, ki sploh nisem si predstavljala, da bom imela dostop do tega. Ples, kdaj te je pritegnilo pa očaralo pri njem? Začela sem plesati že, ko sem bila čisto majhna. Mislim, da pri 3 letih me mama vpisala v plesni studio N, torej tukaj v Velenju. In čez celo življenje sem v bistvu tudi trenirala tenis, odbojko, glasbeno šolo, torej sem imela veliko drugih stvari. In v prvem letniku gimnazije sem šla na poletno plesno šolo v Ljubljano za en teden in kar naenkrat vidim, torej to ni samo to, kar delamo tukaj pri Nini, mislim, da delamo ogromno stvari, ampak da tudi izkusiš ples od drugačnih profesorjev in drugačnih pedagogov, mi je totalno odprlo nov pogled in od takrat naprej sem, ne vem, takrat je bila odločitev, to je to in ni bilo več dvoma. Koliko pa v bistvu plešeš v prostem času? Jaz bi kar rekla, da je to večinoma aktivnost, ki poteka od jutra do večera. Mislim, imamo v šoli nasploh klase vsak dan, vikendi so ponavadi fraj, ampak je tudi šola odprta ob sobotah in se mi zdi, da je to tudi nekaj, kar se ne sme imati kot samoumevno, ker imamo skozi studio prostor in ga tudi izkoriščamo za dodatne projekte. Torej, mislim, težko je reči, koliko časa posvečam plesu in koliko je to hobi, ker bolj razmišljam o njem kot načinu življenja. Ana, čestitke ob tem čudovitem nastopu. V svojem novem delu Trenutek poskušaš najti načine potopitve v trenutnosti bivanja. Kaj pa zate pomeni živeti v trenutku? To je pa eno Sizifovo delo, ker sem ves čas se ukvarjam s kaj je bilo in kaj bo. V bistvu biti v trenutku je, ker sem brez skrbi, ker ne razmišljam, kaj je jutri, kaj je bilo včeraj, ampak da res sem prisotna v tem tukaj in zdaj in da čutim, slišim vse, kar je dano v trenutku. Tvoj koncept, koreografija in izvedba predstave, kako pa poteka tvoj kreativni proces? V bistvu ta predstava se je rodila iz prejšnje predstave, kjer sem raziskovala lahkotno, se pravi, kako biti bolj lahkotna v danem trenutku in po končanem procesu sem se začela spraševati, kako biti bolj prisotna v tukaj in zdaj, tako da v bistvu je to ongoing proces, to se kar v glavi začenjajo procesi, pa grem pa v studio, pa začenjam počas, pa to, pa ono. V bistvu velikokrat se mi zgodijo slike v sanjah, kako mora kaj izgledati, ne vem pa še, kako jih povezati. Pa gre to skozi raziskovanje, raziskavo, gibalno, teoretično in potem nastane celota. In kako se počutiš v tem trenutku? V tem trenutku mi je zelo vroče, ker je tukaj nos vroče in ker sem 40 minut plesala, ampak drugače kar super. Hkrati napolnjeno in prazno, tako kot po vsakem nastopu imam en občutek praznine, ker se mi zdi, da pustim del sebe na odru.